Zdaj pa vabim na oder gospoda Velislava Živipla, vršilca dolžnosti direktorja Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, da nam predstavi delo sklada in priložnosti za sodelovanje med zadrugami. Ja, hvala lepa. Torej, spoštovano delovno predsedstvo, spoštovani predsednik Zadružne zveze, gospod Peter Vrisk, gospe, gospodje, hvala lepa za povabilo, za prijetno druženje. Druženje dobro in odlično generira tudi oksitocin, to je ta hormon sreče in nekaterega obilo priliva je še v predvirju, jaz jim to privoščim. Morda pa bo kakšna dobra informacija tudi blizu tega, tudi dobra informacija lahko koga v sreči, pa bom jaz saj dobre volje, če bom lahko s to dobro informacijo komu pomagal. Torej, Slovenski regionalno razvojni sklad, kot mu tudi bolj popularno rečemo ribniški, deluje v Ribnici od leta 1996 in deluje pod načelom spodbujamo zdravo rast. Kaj s tem mislimo? Mislimo, da moramo žal včasih kakšno reč, kakšno investicijo tudi zavrniti, če se izkaže, da ne bi bila dobro utemeljena. Tiste, ki pa kažejo perspektivo, tiste pa z velikim veseljem podpremo in kako jih podpiramo, bom povedal v naslednjih nekaj minutah. Upam, da bom tudi kakšno minuto noter prinesel, ker smo imeli na začetku pač malo težav. Torej, kaj je značilnost tega ribniškega sklada? Nekaj je zanimivega in sicer ne obremenjuje proračuna države, občin, nikogar in deluje tako, da sam zasluži svoje stroške in pri tem dela dobre učinke, to je relativno ugodne ali pa zelo ugodne finančne spodbude v obliki kreditov in ohranja premoženje, ki mu ga je država dala v gospodarjenje. Mi smo dobili določeno doto, to je 14% odkupnin od prodaji podjetij nekoč v družbeni lasti, ko je bila tak privatizacija, smo teh 14% pridobili in to 12,5% za regionalni razvoj in 2,5% za razvoj gospodarskih osnov območij, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti. To je tam okrog Lendave za madžarsko narodno skupnost in tukaj Koper, Izola, Piran za italijansko. Torej, to so neke temeljne značilnosti, ki nas morda ločijo od drugih. Ustvarjamo pa prihodek na osnovi obrestne razlike, se pravi, naši krediti niso obremenjeni zahtevami po donosu, zato delamo neprofitno, pokrijemo stroške in tudi imajo to neko senčno stran, ne vlagamo prav veliko v promocijo, zato so tudi ti viri cenejši. Če bi vlagali več, bi bili seveda bolj prepoznavni, ampak nekoliko dražji. Upam pa, da je tudi to priložnost, da nekoliko nadoknadimo nekoliko šibkejšo prepoznavnost. Kot rečeno, 95. leta je bil ustanovljen in do danes je tega kapitala okrog 100 milijonov. Imamo tudi nekaj najetih virov, tako da upravljamo z okrog 160 milijonov evrov denarja. Imamo še nekatere druge funkcije in sicer smo organ za potrjevanje v čezmejnih projektih Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška. Torej vsi ti projekti čezmejnega sodelovanja tečejo dejansko preko nas. Mi smo tisti plačilni organ, ki v drugi stopnji to kontrolira in tudi izplačuje. Zato imamo nek avans od Evropske komisije in ko te zahtevke pregledamo, izplačamo in hkrati terjamo ta avans ponovno nazaj. Lani smo pridobili tudi enak status za norveški finančni mehanizem in evropski gospodarski prostor, kjer pa se v zadnjem času nekaj krha, kjer bi moralo Ministrstvo za finance v enem letu spremeniti nek zakon, pa ga niso, sedaj grozi, da nam ta evropski gospodarski prostor in Norvežane odvzamejo, ampak tu bodo še pogajanja. Kdo so naše ciljne skupine? Podjetništvo, občine, kmetijstvo, avtohtone narodne skupnosti, predfinancirane EU projektov in regijske garancijske sheme. O podjetništvu morda izpostavim garancijske sheme. Garancijske sheme omogočajo, da podjetnik najame sicer komercialen kredit, torej od banke, ki sodeluje, recimo mi smo delali z 6 bankami, po njihovih cenah. Morda so nekoliko niže, ker zaradi obsega sodelovanja banka tudi prilagodi ceno, vendar se razlikuje po zavarovanju. Vsak kredit mora biti zavarovan, običajno razmerje vsaj 1:2. V tem primeru pa prevzame zavarovanje od 50 do 80% sklad in jamči posojilojemalcu teh 50 do 80% zavarovanja, kar pomeni, da posojilojemalec potem banki jamči samo še s preostankom, recimo 20%.
Praktično to pomeni, da je treba veliko manj zavarovati in to je za podjetnika zanimivo. Če uspemo pridobiti tudi subvencije, je to po drugi strani tudi poceni, zelo ugoden vir. In pridemo skoraj na ceno ribniškega kredita. Pri naših domačih, torej avtokreditih, ki jih delamo iz svojih sredstev, pa seveda samemu sebi ne moremo zavarovati. To bi bilo malo skregano z logiko, ali pa inbreeding po agronomsko rečeno ali živinorejsko. Medtem ko za kredite bank pa lahko. No, to za podjetništvo že obstaja, za kmetijstvo pa še ne, vsaj ne v Sloveniji. In zdaj razvijamo skupaj tudi z Evropskim investicijskim fondom, torej skladom, podobne finančne inštrumente tudi za kmetijstvo. Torej tudi v kmetijstvu se obetajo garancijske sheme, ki bodo roko na srce nekoliko ublažile čas prehoda, ko se bodo nepovratna sredstva zmanjševala in ko bodo pač potem nekoč zagrabili običajni finančni inštrumenti. Pri občinah investiramo oziroma posojamo denar za vsakršno infrastrukturo, mnogo vodovodov, cest, šol, kulturnih domov, tudi gasilskih je s tem denarjem bilo podprtih. Pri kmetijstvu bomo pogledali več produktov teh finančnih, in sicer predfinanciranje evropskih projektov, potem financiranje zalog nakupa recimo hlodovine za predelavo lesa, potem običajni investicijski krediti in pa tudi posebej zdaj v zadnjem času zanimivi krediti za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Pri tem moram povedati, da se je država Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo zavezala, da z državnimi pomočmi ne bo subvencionirala nakupa kmetijskih zemljišč in gozdov, pa tudi v drugih državah EU je to tako. Se pravi, to ni dovoljeno, je pa dovoljeno seveda, da so ugodni krediti. In mi take imamo, pa bom kasneje povedal še neko novost na tem področju. Avtohtone narodne skupnosti so v bistvu mešanica, vsebujejo vse te in kmetijske in podjetniške razpise, ampak omejeno samo na območje teh narodnosti. Predfinanciranje EU projektov je predfinanciranje za nevladne organizacije. Dejansko smo to razvili zaradi želje pomagati lokalnim akcijskim skupinam, LASI. To prakticiramo že 6 let, izredno dobre izkušnje so, malo je spodrsljajev ali nevračil, žal kakšna tudi so, ampak manj kot je prstov na eni roki. Pa 6 let to že prakticiramo. Dejansko posodimo denar od dneva odobritve evropskih sredstev do dneva izplačila. Vmes je pa realizacija. Se pravi, če imaš ti evropska sredstva odobrena, jih še nimaš. Ali kot v Ribnici reče, če sem obljubil, še nisem dal. Torej, treba je to sfinancirati. In mi do 3 leta posodimo denar, posebej ugodno pa je, da je zavarovanje tukaj tako blago, da mu komaj da rečemo zavarovanje. To je primer produkta, ki ga je Ministrstvo za finance dopustilo, ker je verjetnost, da bo realizacija teh evropskih sredstev oziroma projektov tako visoka, da so pač pristali, da zavarujemo zgolj z menico ali meničnimi izjavami. No, o regijskih garancijskih shemah pa sem že povedal. Pa pejmo pogledati malo dlje. Kdo so upravičenci? Podjetja, zadruge in zadružne zveze so pri nas ciljne skupine od same ustanovitve. Pri sestrskem podjetniškem skladu so komaj pred par leti dodali zadruge kot upravičenke, medtem ko pri nas od samega začetka, torej od leta 1996, kar deluje sklad, to upravičena ciljna skupina, pa tudi, kot že rečeno, občine, kmetijska gospodarstva in inštitucije. No in stroški, ki jih lahko kot upravičene štejemo, pač v tej latovščini rečeno, so nakup nepremičnin, oprema, stroji, kmetije, živali, gradbeno-obrtniška dela, bi na kratko dejal ni da ni, praktično vse, kar je razumno pri investicijah. Morda glede teh zemljišč povem to. Če gre za investicijo, recimo na gradnja delavnice ali gradnja hleva, v tem primeru je nakup zemljišča do 10% cele investicije upravičen strošek in se ga sme tudi z državnimi pomočmi podpreti. Če bi pa kupoval samo zemljo in nič drugega, v tem primeru pa državne pomoči niso dovoljene in bom kasneje razložil, katerega imamo za tak namen. Torej v okviru naših razpisov, kot rečeno, so zadruge in zadružne zveze upravičenci, in sicer na podjetniških projektih, kmetijskih projektih in pri predfinanciranju. To pa je recimo po gostilniško meni, letošnji meni ponudbe, se pravi za občine je odprtih 6 milijonov
in obrestna mera je tam med Euribor, ki je trenutno še vedno nič, pa ne bo vedno tak, se počasi že približuje čas, ko se bo začel dvigati. In pribitek je od 0,6 do največ 1,2%. Zakaj je to razmerje od 0,6 do 1,2? Zato, ker je naša temeljna zaveza spodbujati regionalni razvoj v smislu pomoči tistim, ki imajo slabše štartne možnosti, oziroma v konkretnem primeru, ki imajo nižji indeks razvitosti občine. Cena denarja pri ribniškem skladu je odvisna od tega, v kateri občini se bo zgodila, in nižji kot je indeks razvitosti, nižja je tudi cena. Za kmetijske in gozdarske projekte je 9 milijonov. Na desni strani vidite roke, recimo tukaj bo naslednji rok za kmetijstvo in gozdarstvo 8. april, vendar naj povem, da v maju prihaja pa že nova generacija razpisov. Nova v smislu načina, ker bomo zagnali elektronsko aplikacijo, elektronski vnos vlog in še kakšna novost bo. Za predfinanciranje je na voljo 7 milijonov, 15. aprila je nov rok. Pri financiranju obratnih sredstev za hlodovino, kot mi rečemo, pa tudi za druga obratna sredstva, je pa v bistvu to odziv na te ujme, ki so bile na Koroškem in še kje drugje, ta vetrolom, z idejo, da ne bi les končal v celoti kot hlodovina v Avstriji ali kje drugje, ampak da bi imeli naši obrtniki, žagarji in podobni možnost, da si nabavijo nekaj več obratnih sredstev hlodovine, recimo 3-krat toliko kot običajno, in zato je ta ugoden vir namenjen, da si priskrbijo repromaterial. Še najava razpisov v letu 2019. V podjetništvu imamo še 2 tipa razpisov. Eden je za vso Slovenijo in tja namenjamo te 4 milijone, kjer je cena denarja nekoliko višja, pač pribitek na Euribor je od 0,6 do 0,9, in pa tiste brez državnih pomoči. Poleg tega imamo še posebni razpis za problemska obmejna območja. Takšna so v Sloveniji 4. Bilo je Pomurje, pa letos gre ven, potem je Koroška, Maribor širšo okolico, potem je Pokolpje in pa Radeče, Hrastnik, Zagorje. Tam imamo kredit, ki mu rečemo kar 0,01. Torej, to je obrestna mera. 0,1% je pribitek. To je praktično brezobrestno, tudi stroškov odobritveni, stroškov vodenja ni. Ta denar smo pridobili iz vira Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in seveda, da je povpraševanje po njem visoko. Za občine je potem še naslednjih 6 milijonov, za avtohtonih narodnih skupnosti 2 milijona. Tu povem iskreno, ta denar pri avtohtonih narodnih skupnosti ne gre, tam so zainteresirani za nepovratna sredstva, krediti jih pa bolj manj zanimajo. Se pa tudi kakšen najde, ampak so neke specifike. Za nakup zemljišč bo na voljo dodatnih 9 milijonov, za predfinanciranje 7 milijonov, torej skupaj dobrih 32 milijonov, in pa regijske garancijske sheme, te dobijo novo tranšo, ampak smo ravno v fazi razgovorov, tako da tu še ne moram dati fiksnih zavez. Torej, nakup kmetijskih zemljišč je možen po varianti brez državne pomoči. Tukaj je meja med državnimi pomočmi in tistimi, ki to niso, referenčna obrestna mera, z kratico ROM. Ta je približno odstotek, na to moramo dati minimalen pribitek, se pravi za zemljišča je cena denarja 1,1 do 1,5%. Novo pri tem je, oziroma bo od maja, da bo to solo razpis, poseben razpis. Trenutno je možno kmetijska zemljišča nabaviti znotraj sklopa razvojnih projektov v kmetijstvu. Ampak da bi olajšali delo tistim, ki jih zanima nakup samo zemljišč, bomo izdvojili ta razpis in ga napravili specialnega, kar pomeni, da bo po obsegu manjši, bo odprtega tipa, pomeni, da bodo vloge prihajale in bile tekoče procesirane in bo pač do porabe sredstev. Možno bo najeti do 500.000 evrov kredita za ta denar, kljub temu, da so nekatera zemljišča enormno poskočila njihova vrednost, se bo dalo kar nekaj nabaviti. No, o teh finančnih pogojih sem dejansko povedal, tu je način prikaza izračuna te obrestne mere. Doba vračanja pri nas je do 20 let, moratorij je do 3 leta, seveda pa ne more biti ta doba daljša od amortizacijske dobe tiste stvari, ki jo nabavljaš.
Še to povem, pri nakupu zemljišč bo zavarovanje tudi prijazno, ker bodo kar ta zemljišča, ki bodo predmet nakupa, zavarovanje. Ne bo potrebno dodatno, ampak bo 1:1. Zemljišče, pač ta predmet nakupa ali gost, bo predmet zavarovanja. No, tu so še potem drugi pogoji izračuna, koliko to v danem trenutku pomeni. Glede regijskih garancijskih shem povem še to, da jih izvajamo skupaj z regijskimi izvajalci. Slovenija, kot veste, regij nima, ima pa 12 statističnih regij. V vsaki od teh statističnih regij je ustanovljena ena od regionalnih razvojnih agencij, torej teh je 12, in mi delamo to v sodelovanju z njimi. Ta regijska garancijska shema se od drugih shem, obstajajo še tudi druga shema, je recimo od podjetniškega sklada, loči po načinu obdelave. SPS-ova, torej podjetniškega sklada, je centralistična. Vse je obdelano na enem mestu v Mariboru, po enakih kriterijih za vse. Pri nas pa je v vsaki regiji ustanovljen, pač znotraj teh regionalnih razvojnih agencij, kreditno-garancijski odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov občine, od koder je investitor, iz predstavnikov obrtne zbornice, gospodarske zbornice, seveda tudi predstavnika sklada in banke, ki ta kredit odobrava. Torej, približamo se mesto investicije in če smo včasih rekli, da dlje od oči, dlje od srca je tudi transparentnost padala, bliže kot gremo z odločanjem k investitorju, boljša je odločitev v smislu kakovosti in pravilnosti zaznavanja informacij. Še to povem, da bomo od maja uvedli to elektronsko vlogo, kar pomeni, da se pri nas na eni strani poveča hitrost obdelave in količino obdelave, ker bodo mašine nam pomagale, na drugi strani verjetnost kakršnihkoli napak se zmanjša, ker se vnese enkrat na začetku, recimo osnovne podatke prijavitelja, in to potem teče samo naprej. Doslej je pač treba bilo mnogokrat prepisovati kaj, vi ste se prijavili na prijavni obrazec, pa je bilo to treba vnesti v računalnik. To bo zdaj teklo pač strojno, verjetnost napak je manjša, hitrost obdelave je večja, pa tudi sami boste lahko sledili, v bistvu boste dobili že nek izračun, ker vas bo aplikacija vodila, da boste približno zadeli rezultat, koliko točk boste dobili. Napovedujem pa tudi, da bomo zna biti preimenovali sklad v to, kar je večini že danes najbližje. Naše uradno ime je Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. To je torej veljavna registrirana varianta. Potem smo imeli skrajšano Slovenski regionalno-razvojni sklad s tem logotipom. Šli bomo s predlogom v R sklad. R kot regionalni, kot razvojni in kot ribniški. Enostavno, kratko, zapomljivo. Moramo pa to napraviti tudi za te nove aplikacije, torej domena bo nova, ali bo tudi ime, to boste pa v kratkem sami zasledili. Če imate kakšno vprašanje, bom skušal odgovoriti in to z veseljem. Sicer se vam pa zahvaljujem za pozornost in tudi vam.